Dobrodošli na mojem kanalu Fine Jessa. Za vas sem pripravila video, kaj jem čez dan. In preden da nadaljujem z videom, vam razložim, zakaj tako malo čudno jem. Zato, ker se v bistvu držim oziroma jem po nekem principu, ki se mu reče intermittent fasting. To pomeni, da 16 ur ne ješ nič, to je spanje, tako da ni tako hudo, ko se sliši. 8 ur pa ješ, pač vse, kar boš tisti dan pojedel. Fasting pomeni, da se postiš, torej da imaš post 16 ur. Jaz ponavadi jem prvi obrok ob 3, pol 4. Zdaj, če imate radi zajtrk, pa če zjutraj ne morete brez zajtrka, to ni za vas. Meni je to ful praktično, zato ker zjutraj nisem jutranji človek in se mi ne da delati zajtrka. Poleg tega mi ne paše, ker slabo mi je zjutraj, šele čez 3 ure bi lahko recimo jedla, ampak zdaj, ko to prakticiram, zjutraj spijem kavo z riževim mlekom, dam si ta kokosov sladkor, bar kafe in potem dodam riževo mleko. To je v bistvu moje prvo, zaužitje obroka, ni to obrok, ampak ja. To mi tudi zato odgovarja, ker ko si ti naješ, si ponavadi kar malo utrujena, zato ker ti prebava dela. Enim pa da zajtrk energijo, ampak meni recimo je ne da, tako da mi to ful paše. No in pol glih, ko pridem iz dela, si naredim kosilo in ker je to moj prvi obrok, ponavadi kar malo večji, odvisno od dneva, kako se mi da. Sam ponavadi si pa nekaj na hitro naredim, ko pridem iz šihta, zato ker sem dosti lačna. Včasih pojem 2 obroka na dan, zato ker sta oba ko neko kosilo oziroma malo večja večerja. Včasih pojem pa 3, čisto odvisno od dneva. Ugotovili boste, da imam ful rada riž, tako da pač ja, to je moja realna slika, kaj jem. Večinoma jem riž, neke rižote, zelenjavo. Ok, gremo zdaj k videu. Ura je 2 in bom pojedla eno banano, zato ker grem po delu takoj v betice in nem imela cajta, bom preveč lačna do kosila. Tako da, ok, bom pojedla eno banano za prvo silo. Spila sem pa že ful vode. Moj prvi obrok je ponavadi kosilo, ampak če moram kam iti in ga ne jem okoli 3 oziroma pol 4, pol reč nekaj prej pojem, če ne, sem preveč lačna pol in pojem preveč kosila. Prvi pravi obrok si naredim iz ostankov praženega riža, dodam malo parmezana in 2 jajca na oko. V ponev, kjer zagrejem riž, dam malo vode, da se riž lažje zagreje in da ni suh. Lahko bi zagrela tudi v mikrovaloni, ampak je nimam tukaj v Ljubljani. Jajca si vedno spečem na masti z ocvirki, ker mi je to najbolj dobro. Potem zraven si naredim zeleno solato z mocarelo in češnjim paradižnikom. Za priliv pa zmešam žličko humusa, žličko zeliščnega priliva za solato in žličko limoninega soka. Za ta obrok porabim samo 10 do 15 minut, je res hiter. Ok, naslednji obrok je v bistvu kar podoben kosilu. Moj vsak obrok je skoraj kosilo, razen če se mi zlušta kakih kosmičev ali pa kaj. Ne izgleda najbolj dobro, je pražen riž z zelenjavo, malo parmezana sem dala čez, pol tukaj imam 2 jajčka na oko spečena, en se mi ni posrečil, ampak vseeno bo dobro. Najboljše, ko se pol rumenjak razlije po rižu, samo en mi pač ni ratal. JBG. Ful imam rada riž, če še niste opazili. Tukaj zraven imam pa solatiko, nič posebnega. Vedno rabim nekaj tak svežega zraven, če jem kosilo. Večerjo kosilo.
Moj drugi obrok je piščančja rižota z bučkami, papriko in paradižnikom. Najprej opečem začinjenega piščanca. Potem rižoto zalijem z vrelo vodo, da se proces kuhanja ne ustavi. Vse skupaj še malo začinim in mešam na srednje močnem ognju. Na uro nikoli ne gledam, ampak probam riž, ko je dosti mehek. Proti koncu zalijem rižoto še z deci vina. Ko je rižota skuhana, polovico dam na krožnik, ostalo si dam na stran za drugič. Ko že imam rižoto na krožniku, dodam parmezan. Skuhala sem si rižoto z piščancem, papriko, bučkami in malo parmezana. Zraven imam pa solato, ki sem jo prinesla od doma v skutini posodi. Je pa ful zanimiva. Mama jo je naredila po receptu od moje tete, ki ne vem, kje je recept dobila, tako da ne vem, kdo je glavni za ta recept. V glavnem, korenček, zelena koruza, por in šunka. Vse je tako na trakce. In je ful dobro, a je pa kisla smetana je na vrhu za v bistvu neko, kot nek preliv. Drugače korenček pa zelena se v originalu kupita v kisu, torej pač kisel korenček in zelena, ampak je mama malo priredila recept in je skuhala korenček in zeleno, tako da se pač malo zmehča in pol pokisala. Da ja, to je moja solata danes. To bi že lahko jedel kot obrok. Tam pa ti ful iz ust smrdi po čebuli, mislim po poru in zeleni. Probajmo še rižoto. Ful je dobra, ful je hitra. Ponavadi si jo naredim s kozicami, ampak kozice so kar malo drage, ni finančne računice, tako da bom malo en cajt piščanca jedla. Dober tek. Za sladico imam to lep krožnik s sadjem. To pa zato, ker sem se odločila, da ne bom več jedla peckarij sladkih, torej čokolade, kekse. Sicer imam še temno čokolado, se mi zdi, da ni tako več, če pojem en košček na dan, ampak zdaj sem skozi jedla neke piškote, neke one hardcore Milka čokolade, tako da sem si kupila zdaj te dateljne, ko so ful sladki. Pa tukaj imam eno pomarančo, tako da to bo moja sladica, upam, da me zadovolji, ker jaz po kosilu moram nekaj sladkega pojesti. Bomo videli. Čas je za večerjo, oziroma ko nek prigrizek je, no. Ker nisem nekaj ful lačna še, tako da bom pojedla humus s papriko. Ponavadi imam korenček, ampak zdaj ga nimam, tako da bom pač papriko in humus. To je v bistvu to. No, verjetno bom še na vrh pojedla kako sadje. Ta humus je najboljši iz Hofra.
Če se ti zlušča nekaj slanega, pa hočeš biti še vedno zdrav, je to super. Prosim, ne se pozabi subscribe, torej naroči se na moj kanal, lajki ta video in komentiraj mi kaj. Lahko mi kaj vprašaš, lahko mi kaj predlagaš. Se veš. Čau! Missing someone. Love without